Moj današnji gost je zagotovo nekdo, čigar kaseta se je v našem družinskem avtomobilu vrtela in vrtela in vrtela. Takrat so se kasete verjetno tudi lahko obrabile, in ta se zagotovo je. Wolf, živjo, lepo pozdravljen. Ti si zagotovo eno od tistih imen, ki sem si ga želel spoznati, mogoče takrat, ko sem jaz delal v medijih, te ni bilo, da bi te lahko potipal oziroma preveril, kako razmišljaš, kaj delaš, kaj počneš. In sem vesel, da si moj gost, tako da dobrodošel. Evo, bom pa zdaj kakšno povedal, ne. Ampak glej, takoj sva se začela pogovarjati o telefonih, v tem, ampak dajva iti čist na tam, kjer sem te jaz mogoče spoznal, ali pa kjer smo te lahko spoznali skozi muziko, skozi glasbeno ustvarjanje. A pred randevujem je bilo še kaj? Seveda, sem bil profesionalni glasbenik po barih, hotelih, nightklubih in Okej. to. Pa igral sem skupino Splendid, smo imeli, so bili Ljubljančani eni, pa jaz. Da ste postavili ekipo. Ampak randevuj pa potem tisti, ki je prebil čez, pa potem solo kariera. Tako. Ampak kako se ti danes, teh nekaj 10 let razlike, spominjaš tistega obdobja? Pa tisto obdobje je bil magičen, ker pač ni bilo DJ-jev, smo bili dejansko muskonterji. Tisti, ki smo igrali, smo znali igrati, smo igrali v živo in pač raje je veliko hodila ven. Bilo je ogromno špilov, tega zdaj ni več, nažalost. So bolj te veselične scene. Ampak je bilo bolj tisto intimno neko poigravanje glasbe in tako. Ampak zdaj ne vem, jaz se spomnim tvoje pričeske od takrat, ne. Se je zdelo, da ste stopili ven iz nekega klasičnega dojemanja, nekega glasbenega ustvarjanja ven in osvojili množico? Ja, gradili Kaj smo misliš, da je bil razlog za to? Ja, mislim, da je imidž bil, ne, kot prvo, ne, jaz sem se v enega limala zrihtal takrat. Smo res hodili v Italijo, smo se oblačili zelo moderno, jaz sem imel prvi uhan, verjetno v Sloveniji, tako javno, v ušesu, in to je bil križ, ne, kar je bilo za tiste cajte Še bolj zelo, tako bi rekel, ni bilo prav, ne. In mislim, da je imidž bil dober, pa tudi medijsko smo bili zelo močni, ne, zelo smo se pojavljali, in tudi na jugosceni, pol sploh po tej prvi pesmi, ki je bila uspešna, ne, O ne šari. In delali smo tako 200 koncertov na leto, mi smo bolj koncertirali, ne. Pač bilo je, jaz primerjam zelo naš live s tem filmom, če si gledal Motley Crue, okej. kde je bil ta nov film. Evo, bilo je čisto tako, samo brez droge, ne. Ampak bilo pa ziher kaj drugega takrat. No, Fenice. alkoholčki pa Je? to smo delali, ne. Mislim, jaz drogo nisem nikoli maral, ne, tudi zdaj jo ne konzumiram, ampak alko je pa fajn, ne. To bo dan za podnapis za spodaj. Mislim, kak vinček je top, ne. No, tako se reče, ja. Ja, ja. Da bo lažje razumela, Ja. kako, ne. No, ampak daj me pelme v ta čas, ne, na primer rečeš ta uhan, ne. To ni bila strateška ideja nekoga, ki bi rekel, da je uhan, ne. To je šlo zelo na notranje doživljanje, ali se motim, pa preveč romantično. Ne, zelo interno je bilo. Ja, moja mati je bila v komunistični partiji, še ko sem bil mulc, ne. In jaz sem ta uhan, ko sem bil star enih 13 let, sem ga dal noter, in to je bil čist bolj iz ene duševne moje, občutkov duševnih, ki sem jih gojil, in mi je pomenil bolj kot ne kot virski element, ampak kot nekaj pomembnega zame, ne. Za mene tudi zdaj v teh časih, jaz Boga vidim kot mojo vest, a veš, in moj Bog je tukaj, ne. Če imam čisto vest, pa se lahko zmenim, ne, drugače sem pa vrit. Tako po domače povem. Ampak, a pri 13, 14 rečeš, da si to znal nekako odgovoriti na ta vprašanje, včasih se glih v tem vprašanju identitete ali pa mogoče neke empatičnosti ali pa sočutja do nekoga zunanjega sveta, se ukvarjamo z največjim vprašanjem, a to imamo, smo kot družba šli v tri krasne, ne. A se ti zdi, da si to ti takrat? Jaz nisem še osvojil to takrat, sem bil pa v tistem iskanju sebe, ne. Jaz sem zelo hiter odrastel, jaz sem že z 9 leti špilal v bendih, a ne, sem imel že
če grem čisto iskreno, sem imel že spolne odnose zelo mlad, pri 11 letih, zaradi tega, ne. In, jaz, sem bil velik fant že takrat in pač, sem doživljal life čisto na nekih drugih tirnicah, ke večino, recimo ljudi, tudi moja žena nova, ki jo imam zdaj, ne, ki sem se ravnokar poročil, ona recimo sploh ne dojema tega mojega lifea, kako sem jaz živel v tistih časih, napram temu, kaj je ona doživljala, ne, kako je ona doživljala življenje in kako se je v bistvu, spremenila iz ene punčke v eno osebo, ne. Jaz sem pa že zelo mlad do tega prišel, ne. Tudi skozi izkušnje. Kaj pa misliš, da je bil razlog? To sem te hotel vprašati, ne. A je to bila dinamika doma, te primarne družine, ali se ti zdi, da ta okolica, ke si rekel, da si v bendu, ne, na neki način že Moja družina je bila zelo skromna, ne. Mati je bila učiteljica, oče je bil železostrugar, mislim, nič takega, ne. Ampak so bili pa zelo odprta sta bila obadva. Vedno ni bil problem se pogovarjati o ničemer, od religije, seksualnosti, odprta knjiga smo bili, mislim, res taka odprta familija. Ampak jaz sem pa definitivno bil iskalec, challengeov. Jaz sem bil sem se udeleževal in bil sem predsednik, mladine, v katerem razredu bilo to, 13 let sem bil star, področno, ne, govorim. In sem se udejstvoval in potem, pevskega zbora, dramskih sekcij, mislim, bil sem na 100.000 stvari vpet, imel sem že avto pri 14 letih, no, izpita nisem imel do 28. leta. Tako da, bil sem drugačen človek, no, kot marsikdo drug. A pa je to plus? Ja, mislim. A je to hendikep lahko v enem trenutku? Ne vem, če bi lahko tako sploh rekel. Moje življenje ni bilo tako, nisem nikoli za nikogar delal. Moje življenje je bilo, jaz sem vedno sam sebe gonil, no. Recimo zdaj sem se ustavil v starih, letih, jaz pravim zdaj, a ne, se ne pustim več zezati, se ne grem fehtariti okoli pa, a veš, tako, ko smo včasih mogli iti, pa si prinesel kilo kave, da ti je nekdo spustil komad, ne. To se več ne grem, ne, takih stvari. Pač delam svoje stvari, če komu paše, kul, če ni kul, life is good, a ne. Ampak dajva vseeno, ne, ta malo odstopanje ali pa malo odklon od nekega klasičnega 14-letnega, 15-letnega fanta, a se ti zdi, da si to znal unovčiti, a si to neko kemijo, ne, ki privlači oziroma ki pritegne druge ljudi iz okolice, a si misliš, da to imamo, ali se s tem rodimo, ali se tega priučimo, kako si sebe doživljal? Jaz mislim, se nisem priučil. Priučil sem se nekih, teskov, nekih stvari, ki sem se jih učil tako v tem smislu, ampak čisto, mojega karakterja pač ne. Jaz sem enostavno go with the flow, čisto cel life. Bil sem vedno spoštljiv, še zdaj sem, tudi do starejših. Vidim staro mamo, ji bom nesel vrečke čez cesto ali pa kaj jaz vem, ke gre iz trgovine. Pač to mi je mama, dala, odcepila, ne. Tisto, ke sem pobral recimo 5 dinarjev, ke sem jih našel, ne, sva jih mogla na policijo nesti. In sem bil jezen nanjo, ker so pol policaji verjetno vsak empir spili, veš. Ampak tako sem bil vzgojen, ne. Jaz sem bil vedno vzgojen kot pošten fant pa to, ampak življenje, ker me je gnalo ven z Zasavja, takrat v tistih časih, ker sem že kot 14-letni fant šel profesionalno igrat v hotele, ne. Ko so Bernardin zgradili, sem igral v night klubu dol, ko sem bil 14 let star mulc, ne. Kako pa se to zgodi? Ja, Daj mi malo tega. bend je bil Veter, ne. Okej. Veter je bil s Hrastnika, so bili profesionalci že kar nekaj let pred mano, ne, so igrali profesionalno, po hotelih, Krejna, Slon, vsepovsod tule, ne, in pač po celi Sloveniji, po Jadranu. In so me povabili, ne, iskali so pevca pa kitarista, jaz pa kitarist nisem bil, jaz sem bil saksofonist, ko sem bil mulc, pa bobnar, ne. Pa sem pol v 2 mesecih sem se naučil kitaro igrati, solirati vse, kar dol, kar na špilu sem se naučil in pol je tisti njihov kitarist, odletel v Švico igrati, z enim velikim bendom. Za boljši denar? Za boljši denar, seveda. To, ko si prej rekel unovčiti, ne, moja motivacija nikoli ni keš bila, še zdaj ni, ne. Meni milijoni nič ne pomenijo. Sem pa unovčil svoj čas
pa tisti denar, ki sem ga imel, da sem užival live, to pa sem. Jastogo sem pojedel več, kot mrzlo. Jaz sem dal v te bolj pristne življenjske stvari, ki so mi bile perok, no. A veš, en dober viski, en dober vinček, en dobro hrano, dobro punco, mislim, žurko, to. Ampak potem, v lifeu si verjetno probal biti brez tega, o čemer se zdaj pogovarjajo, ali pa z veliko tega, ne? Oboje si pa znal kvaliteto ven potegniti, ali... Mislim, ratalo mi je vse skupaj, no, veliko stvari v življenju, ne. Nekaj je ratalo, nekaj ni ratalo, zaradi neke stvari imam probleme v življenju. Mislim, ne probleme, da bi mi kdo kaj hotel, ampak čisto mentalno žalosten sem, no, da je prišlo. Ja, ker so me mediji v bistvu potolkli z lažmi, kar se tiče Catch the Casha, tiste igre, ne, in se sicer ne javljam dosti na to temo, ker narod je enostavno, ne bom rekel glup, ampak rekel bom ignorantski. A veš, verjamejo nekim tematikam časopisov, ki jih nekdo natvezi in to vzamejo potem za neko resnico, ki jo vlečejo, in jaz sem bil v Ameriki, ko se je to začelo dogajati takrat, in sem prišel jaz čez 2 leti nazaj, je bilo že prepozno, da karkoli naredil, ne. Je bilo to tako hudo. Misliš ustavil ali popravil ali... Mislim popravil, da bi ustavil te laži, ne. Proti tebi. Ja. A pa si se kdaj, če ti bo zoprno mi reči, Nič mi ni zoprno, ne. ampak razmišljati o tem, da bi lahko tudi mogoče za uporabo medijev, ne vem, skomuniciral drugače ali pa komuniciral drugače, ali pa razložil, Veš kaj, ko si enkrat, tako ti bom vedel, ko si enkrat zvezda, pa priješ lahko v banko, pa ti v banki dajo kredit, brez da si dal osebno, ne, to je bilo v starih cajtih. So mi dali kredit, brez da sem se identificiral, ker so me poznali vsi, ne. Po prideš pa v drugo sceno, ke te pa vsi črtijo čez noč, ne, zaradi ene stvari, ki jo je nekdo ven vrgel, ne. Skomuniciral čez medije, in najhuje to, da v Sloveniji ti nimaš legalno ne moreš medije stožiti. Ne moreš. Ne moreš jih, mislim, jaz sem probal, ne. Ne moreš jih prisiliti, da prekličejo izjave, čeprav imam dokaze, da nisem nič s tem imel, ne. Prav hočeš reči, da je takrat tvoj ime bil čisto zlorabljen. Čisto. To je bila zgodba, ne. Mi smo vsi razumeli to zgodbo. Ja, jaz se spomnim, da je moja mami bila del te zgodbe, in da smo seveda tvoj obraz dali zraven k temu. Jaz sem bil tako, kot vsi vlagatelji. Ne, to sploh, dobro. Bil sem tako, kot vsi, ko bi rekel, te medijske osebnosti, ki so neke frontfarerji za neko firmo, prodaja nek produkt, kaj jaz vem. Se pravi, zdaj, če bo nekdo na Coca-Colo marketiral, pa Coca-Cola zastrupila 100 ljudi, ni on kriv, ne? Right? Ti si pač verjel... Jaz sem bil zaposlen. Mene so zaposlili kot človeka, ki bo povedal, kaj je prednost te igre. Moja dolžnost ni bila ugotavljati, kaj je zdaj s tem vzeti narobe. Mislim, vsi smo vedeli, da ta igra je, kar je bila, ne, ampak ni bila prepovedana po zakonu. Pred to igro je bilo... Ti si bil kaj influencer. Influencer, tako je. Pred to igro je bilo že 5 iger. Pa naša politika tega ni ustavila. Pa mislim, da še do danes ta zakon piše isto, ne. Nisem zdaj prebral že dolgo, ampak nazadnje, ko sem bral, zakon še danes ne prepoveduje tega. Jaz sem bil delavec tam in kot delavec sem bil na terenu, normalno sem z ljudmi komuniciral, bil sem zelo popularen, imel sem Angel varuha, to pesem, ki je bila najbolj popularna takrat. In ko sem jaz šel v Ameriko... Zaupanja vreden na koncu? Tako je. Mislim, zato so mi plačali, ne. Ne? Bil sem pa normalno, ker je pa postavljena hierarhija bila tako, da jaz, ki sem bil prvi influencer, sem pobiral tudi denar tako, ampak jaz sem ga pobral 50krat manj, kot ljudje, ko so ga služili. Problem te igre ni, da je kdo denarja izgubil veliko, ne. Mogoče je veliko ljudi izgubilo malo denarja, ampak noben ni izgubil veliko denarja, ne. To so same laži. Kaj, zato, ker v bistvu si šel na, če se jaz površno spomnim, so bili leveli, in v resnici, če bi bil dotok teh
novih ljudi na spodnjih levelih, bi se hranili vsi Tako. ostali leveli. Ne, mogoče pa je, da če si samo enega spodnjega takrat, ko potegnil, ne, nisi mogel milijonov Si izgubiti. 500 mark izgubil, a ne. Štekam, ja. In isto si izgubil, ko si bil na vrh, 500 Okej. mark samo. Zato, ker jih ni bilo več v spodnjem. Ne, problem je bil, ko se je pol ugotavljalo v tej firmi, da so ljudje kršili pogodbo, ne. Pogodba je bila, da si ti kot človek z eno osebno lahko imel samo eno pogodbo. Oni so jih pa 10 imeli ali pa 15, na mamo, na sinove, na vse to in so prihajali. In zato so nastali veliki zneski. In zato so nastali veliki zneski teden. in tisti, ki je izgubil recimo 10 jurjev, je sam kršil komplet vse, ne. In tisti otroci, ki mene zdaj kdaj pa kdaj govorijo, ne, od nekih staršev, ki se jim lažejo, koliko sem jih jaz opeharil, njihov foter jih je opeharil, sam sebe pa svojo familijo. Tako da to sem se danes odločil, če bom o tem govorila, Bravo, da bom ful, povedal vsem, kaj točno je in ne nehajo srati, po domač povedano. A veš, da mi je to v bistvu ful dobro, nisem imel te agende. Ja, sem se s tvojim imenom v zvezi s tem velikokrat srečal. Tudi moja mama je zmerom rekla, da je ful zaslužila znotraj tega. Sej vem, stari. Verjamem pa, ampak zdaj to, ko to govoriš, se mi zdi ful dobro, da je v podcastu lahko tudi manevrski prostor za, če me razumeš, da lahko dalj govoriš, da to ni 30-sekundna izjava, da to ni... Pa le, še z nobenem nisem govoril zelo podrobnosti. Problem pisane besede pa novinarjev je to, da ne vem, koga napisal, ne. Ja. Tle se pogovarjamo, sem rekel in čau, mislim. Ja. In tukaj jaz nisem z nobenem do zdaj na mikrofonu bil Na to o teh temo, stvareh, ne. Ja. Lej, vse je javno bilo, če poiščejo ljudje iz 92. leta časopise v knjižnic, bojo videli, kdo je to dejansko organiziral. Piše v časopisih. Ne. Jaz nisem organiziral, jaz sem bil samo promotor tega. Je pa logično, smo se nalepili na tebe, ker na une Jožete Novake ne vemo, kdo so. Jaz sem bil najjača varianta in normalno, da so me uporabili, ker me ni bilo 2 leti, sem šel v Ameriko snemat, sem prišel čez 2 leti domov, zdaj pa tako, da bom končal to celo zgodbo, ne, obdolžili so me, da sem bil obtožen, da sem kradel, ker sem že povedal, da to je nemogoče bilo tako, ne, da sem bil preganjan z Interpolom, da nisem smel priti domov, bla, bla, bla. Imam dokumentacijo iz sodišča, da nisem bil nikoli obsojen, ničesar. Se pravi, nisem bil nikoli obsojen ali preganjan, imam dokaze, da sem bil vsak let, sem hčerko pripeljal, 30 let sem jo vozil, vsako leto domov, bil sem na počitnicah vsako leto v Sloveniji, noben policaj me okoli na meji ni ustavil, razumeš? A še sem bil, ampak v podzavesti sem pa imel to v glavi, ne, da si toliko pa toliko let, kolikor nisi smel priti domov, ampak... In nisem bil nikoli v Avstraliji, v tistih časih so pisali, moja hčerka je bila v Avstraliji, ki je bila Avstralka, ampak jaz nisem imel dovoljenja do nje prideti, ker mi moja bivša žena, ki je bila jezna name, ker nisem šel z njo, mi je prepoved dala čez vlado njeno, ne, da bi jo videl. 10 let nisem videl. Jaz sem moja hčerko videl šele, ko sem v Ameriki živel, kaj sem vem, 12 let, sem prvič šel v Avstralijo z Amerike, ne. To so same laži. Vse to, kar je bilo pisano, so same laži, ne. Ampak, a misliš, da ni nikoli bilo nobenega momenta, da bi v resnici ali vmes pravzaprav to sprejmeš kot... Jaz sem sprejemal to dolg časa, ne, in po 30 letih, da pridem domov, pa še zmeri nekdo si upa klevetati naprej, ne. In najhuje to, ne, jaz bi zdaj lahko šel na te tožbe, pa nisem tak tip, jaz sem preveč happy človek, da se bom s tožbami ukvarjal, pa s temi kretenčki, ki to delajo, sorry ljudje, ker nimam druge besede za to, dajte se podučiti, dajte prebrati kaj mačken bolj, pa te vedeli, za kva si šlo, ne. No, ampak ta stavka si ga postavil ven, ne, v osnovi je bila kršena ideja, pogodbe... Kršena pogodba. Ljudje so si po 40 ljudi vpisvali ali pa več, ne? Ne, prvič so si sami sebe vpisvali, sami sebe plačevali, tukaj so bili neumni. Kje už pa kaj zaslužil, ne? Ampak ti si takrat, kot ta influencer, ne, vstopil noter v prepričanju, da je to nek game, ki ga reklamiraš in da je odgovornost pa na meni, ne? Kakšno odločitev bom v zvezi s tem? Jaz sem stopil takrat not, ker sem bil brez denarja. To je resnica, jaz nisem imel za živeti.
Mene je Mojmir Sepe z radia vrgel, sem bil 4 leta brez radijske podpore. Pa tako Kaj to naprej. pomeni? To je dolga zgodba, ne. Jaz sem z Mojzesem imel eno zgodbo, Okej. ker nisem komada njegova 95. leta nisem komada vzel njegovega na ploščo in je bila žalitev, mislim, užaljen je bil in, od takrat naprej sem jaz imel hude probleme na radio priti, ne. In te je ustavilo? Me je ustavilo Takrat je bil pa samo en sistem in če nisi bil On tam, je bil, nisi bil. on je bil kralj. Ja. In pač sem naredil napako, jaz sem bil mulc, ki je hotel pač dobro plato narediti. Pa mu nisem niti rekel, da ne bom vzel komada, jaz sem mu rekel, da ne bo on aranžiral tega komada, ker sem imel deal s Slavkom Avsenikom, da je on aranžer na plošči. Samo to sem mu posredoval in je bila to zamera, ne. In pač to tako je bilo, ne. In, na žalost sem mogel to vse skupaj drago plačati, a ne, in sem nazaj tudi prišel, sem je uspel potem s Stojanom Maverjem, ki je tudi imel probleme s televizijo Ljubljana, če se spomniš, sva pol naredila pakt in tako je, on je imel zvezdo v svoji oddaji, jaz sem imel pa na ta način, novoletno oddajo, ki me je nazaj pripeljala s Koliko solz, ne. Ampak denarja pa ni bilo toliko, ne. Problem je bil v tem, da, jaz sem sicer postal zvezda, ampak v tistih časih, denar ni toliko krožil, kot mogoče zdaj kroži, ne. Ampak to, ko si rekel, ne, prej si me pripeljal do tega, da je bila ta odločitev vstopiti v to zgodbo tudi zaradi denarja. Ja. Ampak zdelo se pa je, kot da je cel svet vaš, ne, kot da je cel svet tvoj, takrat tisti, ki smo. Glej, jaz sem pač bil, medijsko močen, ne, kar se tiče, ljudje so vedeli, kdo sem, imel sem dobro muziko, skozi sem bil na forefrontu vsega in normalno, da imaš eno idejo, kaj to je, ne, ampak dejansko ni bilo čisto vse tako rožnato, ke ljudje mislijo, da je bilo, ne. A veš, jaz sem bil pred hladilnikom, sem z drugo ženo takole sva bila en dan, nisva imela kosa kruha, nič ni bilo not. In pol mi je Goran Šarac je bil edini, ki mi je posodil jurja mark takrat, da sem en teden sfuril, ne. Do naslednjega. Ja. Pač, veš, to je tako, ne, to muzika je koštala takrat, takrat se je v živo igralo, takrat si mogel vse plačati, muzkontarje, to je bilo drago ke hudič, ne. Jaz sem plačal recimo za prvo ploščo sem plačal 80 jurjev, glasbenike, aranžerje pa tako, mark. Keša. Okej, in potem ta situacija, kaj, do Avrja si odrezan? Sem bil odrezan z vseh mislim, tako je bilo, pol lokalcev se ni vdalo, Radioteleviziji Ljubljana, ne, polovico je pa pač so pa kimali, ne, in tistih pol me je reševalo ta 4 leta in takrat sem jaz tudi postal producent pa aranžer, ker nisem imel drugega dohodka, ne. Sem se pa s tem bavil. Za koga si na primer delal? Delal sem 30-40 albumov sem naredil. Ja. Ja. Od Udirja, ko je tale, ko je že, no, s Kranja, no, ko so že. Udir. Ja. Pa jaz sem s Kranja, pa ne vem. No, tele, no, Amerika, ko so bili takrat. Kalifornija. Kalifornija. Ja. Z njim, on je tudi, sem mu tudi naredil, kar nekaj. Okej, in s tem se potem začneš, preživiš, ljudje na terenu pa vseeno dihajo, ne? Ljudje na terenu pa vseeno vejo, kdo si. Jaz sem špilal kar dosti, no, ampak saj pravim, bilo je več stroškov kot, denarja, tako. Ker je bilo enostavno, tudi ko sem po Jugi, jaz sem dosti po Jugi nastopil, pa to, dosti sem mogel nesti 2 kufra robe, da si lahko prišel na radije, kavbojke, vse živo. Ja, to tako. To so bili taki Saj še zdaj tako, no, misliš. Misliš? Še zdaj se to dela. Ne, konkretno v kavi, ampak se da kar flikant. v drugih Se stvareh. da flikant vse ostalo. Ja. No, No, ampak, a to tebe ne rasuje toliko do te točke, da bi rekel, mogoče pa muzika ni tista, ki me bo ne, nahranila? jaz sem rojen za to. Motil me je zdaj, ko sem prišel domov, da se moram še zmeraj s tem ukvarjati. Dajva samo časovnico. To se Ja. dogaja kdaj? Kaj? Catch the Cash, na primer, takrat, ko ti 92. prideš z Amerike nazaj? 92? Okej. In potem ta čas si odsoten in vrneš se kdaj? Zdaj sem prišel 19. Aha, okej. Sem bil 30 let v Ameriki, ne.
Cel čas. Od 92 do 19. Veš, to je pil vodo, ne? To zgodbo, ki smo jo imeli vsi v Avstraliji, Ja, v bistvu je pil ja, vodo, saj tebe pravim, ni ne. bilo, ne? Ja. Saj pravim, jaz sem mislil, da se to že počasi, razlilo, ampak očitno gre nekomu še v nos, ne, ker so vsi začeli pisati tudi takoj, sta me ene 2 časopisa takoj povabila, da bi govoril, pa nisem hotel kar takole povedati. Tole mi je pa na mod, da povem, ker Ker ti govoriš o jaz tem, govorim ja. in tukaj ni noben nič A si drugače rekel. kdaj šel v fazo obžalovanja tega, zakaj sem to naredil ali pa Ja, mislim, raj ne bi to nikoli naredil, ne, Mhm. če ne bi bil lačen, tudi verjetno v to ne bi šel, čisto povem po pravici. Ampak najhuje to bilo, da je večina teh, ki so igrali, zaslužila več kot jaz, ne. To je bilo pa, ker mi smo bili na področje, kjer smo delali, vezani, ne. A veš, če si imel področje sam, ki je bilo par 100 ljudi, si pač od njih dobil, ne. Ni bila veriga cela. Jaz nisem od cele verige dobival, tako kot so oni mislili. Jaz sem celo mislil, da si ti Capo di Casa bil v tej zgodbi. Saj tako so to obarvali, Ja. saj to mene moti, Kot da ne. si ti bil tam, Ja. ne. Veš, kaj imam zdaj problem? Jaz ne morem, recimo, mene nobena firma noče vzeti kot, vse povsod imam zaprta vrata zaradi tega, ne. Pa nič kriv. Sam zaradi teh negativnih Zgodb. bedarij, ne. Ki se pol širijo Ja. od ust do ust in In je kar boleče, ker jaz imam še vse par plošč, bi jih kamot naredil, ne, ampak se sprašujem, kaj ima Čemu? smisel, ne, ker finančno tudi ne morem to sfolgati, ne. Čakaj, in pol mi, da 30 let živiš v Ameriki Ja. in tam ustvarjaš? Sem ustvarjal, Tam delaš? tam sem tudi delal, nisem samo ustvarjal, ne. 10 let sem v studiu delal, snemal razne ljudi, tudi velike zvezde sem delal. Kaj se ti najbolj, kaj bi rekel? Snemal sem v živo ogromno, ne, Foo Mhm. Fighters recimo sem delal sem George Clintona, Weird Al Yankovic'a recimo, pa take, veliko teh. Smo delali veliko plošč, ne. Največ sem pa delal underground gospel, Okej, ne, to je pa, malo duhovno. to je orenk, to je boljše muzike pa ni na svetu, kot to. A pa si tudi tako padel noter, ali sam kot muska? Ne, jaz sem padel not, jaz sem bil kot snemalec, jaz sem snemal take po 300 ljudi zbore, pa Wow. take stvari smo delali, ne. Prav avdio sem delal za njih, ne. A osebnostno se ti zdi, da tam doživiš kakšno spremembo, Veš, da kako, rasteš? veš, kako je, meni se je v bistvu življenje kar dosti ustavil, v prvih teh 10 letih sem v studio padel, in sem tudi padel v depresijo takrat potem, ne. A ne? 4 leta sem bil čist out. Tam, ko sem bil 40 let, 41 let star, se mi je zgodilo to, ko sem en dan stopil ven studia, ker jaz sem pod zemljo imel studio. Pa sem se vprašal, sem rekel, pa kaj jaz počnem tule v tem kivdru, ne. Veš, 10 let in svojih idej in znanja in vse sem prodal nekomu, ki je prišel snemat, a ne. Nisem vase investiral in meni je 10 let najlepših let zginilo takole, ne. 10 let je šlo skozi. Ampak takrat sva že ločena, takrat si ti že ločen Od prve žene. od prve žene. In poročen z drugo. In poročen z drugo, in to dinamiko. Koliko pa se ti zdi, če se sam za sekundo te ločitve dotakneva, a se ti zdi, da je to bila ena točka, to, da si imel prepoved? Mislim, jaz v začetku ta prepoved ni bila še ker je bila še ločitev, še ni bilo prepovedi, šele pol nekaj časa kasneje, kaj bi rekel, enega 93, 94 leta, ko sem hotel priti k njej, mi je bilo jasno, da ne bom mogel, ne. In me je držala 10 let, da nisem mogel, pa sem pa za predelitev otroka tožbo dal notno, pa se je pa Začela pogovarjati. začela meniti, ne. Okay. In si uspel tudi to, in imaš danes dober relationship? Mislim, problem je, to je pa druga zgodba, to je pa za eno celo oddajo, ne. Videla imava kar serijo. Mislim, moja hčerka je prva, Boga je zbolela, ima razne probleme, tako da. In je bilo to še težje tudi zaradi tega. Ja. Razumem. Ja. Daj mi povej, no in potem živijo v Ameriki, se pravi, se še enkrat poročiš?
Ja, midva sva šla na koruzi v Ameriko, ne, sva rekla, ko se nama poročila, ne, in to nam je ena šlogala tule. A res? Ja, in jaz sem poročil še enkrat živ, ne, moja tudi, ne, druga žena in tako, in boš odpotoval, sem si mislil, kaj ti govoriš, da bom kam potoval, a bom zdaj kar zapustil svojo kariero, tule pa bom kar šel, ne, in v bistvu leto dni kasneje, ko je ona vse to šlogala, mi letimo za Ameriko in je rekla, veš, takrat tudi v insurance company, ne, ni bilo toliko zavarovalnic, je bilo mogoče Triglav, ampak ne tako kot zavarovalnica postavljena, ne. In je takrat ta šlogerca rekla, moji je rekla: "Ti boš pa delala v enem zavarovalniškem biznisu," ne, pa smo se midva smejala, ne. Tam je pa to zgodba kaj logična, ne. In prijel te bo en človek za roko in te vaju bo peljal skozi celo življenje in točno to je bilo. Prideva midva gor, jaz sem šel na snemanja pa njo je pa oče od tega, oziroma brat, od tega, mene povabil na snemanja pa to, jo je pa popokal in je bila direktorica 3 firm, cel life skoraj, no, dokler nisva šla na Florido pol. V Clevelandu je to bilo in je vodila to insurance kompanijo, kompanijo za prečiščevanje vode, pa še ne vem, ene za bonde nekaj. Skratka, ona je bila nekaj stabilnega, ti pa pod zemljo. Jaz sem bil skozi pod zemljo. Okej. In se jaz vedno po svoje, ne. Okej. No, in pol rečeš, da en dan stopiš ven iz tiste kleti in ugotoviš, da v Ja, bistvu nisi okej. Nisem in sem jokal, 4 leta sem jokal. Samo teklo je z mene in hodil sem po hosti in nisem vedel, kaj naj naredim sam s sabo. Edino, kar mi je držalo skupaj, je bend, ki sem ga imel, ker sem imel bend tudi, ker smo zelo dobro igrali. A tudi tam? Ja, sem imel bend 20 let skoraj vse skupaj, ampak igral sem samo 6 let v bendu, ker sem se preselil pol na Florido, ampak bil sem pa lastnik benda, to mi je bil biznis, ne. Bil je postavljen kot firma, ne, tako da so delali vsi za mene, so zaposleni bili na plačo, ne. In to je laufalo. Kaj, to so hoteli, klubi? Ne, v glavnem smo igrali privat zabave za firme in take stvari, pa poroke. Ampak to je bil denar, ki ti je omogočil, da nisi bil en povprečen? Ne, to je bil oren denar. Okej. In zato tudi verjetno to živiš toliko let? Zakaj pa pol v enem trenutku želja grem domov? To je bila skozi. To mi je bila skozi. Jaz sem skozi hodil. Problem, ko si enkrat v Ameriki, pa začneš delati, pa gre otrok v šolo, pa žena dela mislim, ne moreš spekirati, ker tako res je. Tisti, ki misli, da je Amerika kar tako simpel, se zelo moti. Kako si jo ti doživel? Jaz sem jo doživel simpel, v smislu, da jaz se ne sekiram za neke stvari, ki se navaden človek sekira, pa ki šteje dinarčke. Jaz če trebam 3 džabe najdu, pa že, ne. Jaz se ne vežem na en posel ali pa kaj jaz vem, da bi me omejeval, ne. Ampak ni pa enostavno, zato ker tam ni tako kot pri nas, ne. Pri nas ti firma plačuje za zdravstveno, pokojninsko, tam moraš vse sam. Če to ne plačaš, ne moreš do doktorja. Edino, ker greš na urgenco in tako naprej, no. Mislim, zelo težko življenje. Insurance je zelo drag, ne. Z eno družino, kot smo mi bili 3 ljudje, je bilo $1,600 na mesec. Sam insurance. Da si lahko Avti pa bajta, ne. Pa imaš pa, ne bom govoril, to je, v glavnem, če imaš dohodka recimo 100 jurjev, od tega 60% gre za bedarije. Okej, ampak da mi to, 4 leta si rekel ene takega intenzivnega boja s samim sabo? Ja. Raziskovanja samega sebe? Ja, pa sem začel pa knjigo pisati o mojem lifeu in sem not padel en dan in sem na 3-4 mesece pisaril, tako da mi je kami so se mi sam valili, ne, in to sem šel čisto od mehkega pisati. Prav, iskal sem, kje je bilo to, da me je zrušilo, pa še zdaj ne vem točno, zakaj sem bil, veš, v bistvu v depresiji, ampak nekje na enem nivoju sem prenehal in sem bil zdrav, mislim, sem bil okej.
Aha, kliknil. Kliknil mi je in pol ni bilo treba več niti pisati več in niti me ni več zanimalo, kaj je dejanski razlog tega vsega bil. Vem pa, da sem vedno pogrešal domov priti in da sem vedno čutil, da sem bil po krivici izobčen od ljudi in sem se bil pripravljen boriti za svoj plec nazaj, ne glede na to, kaj bojo ljudje rekli in tako naprej. In ni lahko včasih, ne. Pride kdaj v kako družbo pa to, kjer dejansko Še vedno kdo še reče. vedno kakšen pride pa kakšno zine, ne. A to, ko si rekel, da si kakor pisal knjigo, a je to danes vidiš kot neko samoterapevtski Veš, da jo nisem od takrat prebral še A nazaj. res? A Ne. vidiš? V bistvu sem novo napisal tule, A ne? še nekih 80 strani, ki je bila pa bolj povezana s temi zgodbami pa še z to. In tudi isto sem imel, ampak nisem bil depresiv več, ampak sem imel sam feeling pisati. In imam zdaj kaj pa vem, 130, 140 strani. Celo knjigo v bistvu bi že lahko skupaj dal, ne. Ampak nisi nikoli razumel, da je to neke vrste terapija? Je. Saj sem razumel, da mi je pomagalo, ne. Saj zato sem pa nehal, ne. Takrat, ko ni bilo Ja, treba mislim, jaz nisem tak tip, da zdaj nujno rabim eno knjigo, da bojo ljudje prebrali, za kva se je šlo, mislim. Ampak ta zgodba, Cash the Cash, sem jo pa hotel povedati, majčkeno čistko, da bo tistem, ki jih zanima, ne, in bo malo jasno, da ni čistko, ke piše, ker dejansko ni bilo tako, ne. Jaz sem tudi vesel, da če bo kdo kliknil, ne, zato, ko bo prebral tvoje ime, tudi verjetno v neki negativni konotaciji, A veš, koliko bo teh? da bo, da bo v tem dala na nek način tudi mogoče nek osnovni odgovor, oziroma meni je bilo tako jasen, ko si razložil, ne, mi je bilo tako jasen, kje je bil catch. Ja. In se mi zdi dobro, da si to naredil, no. Ja. Zakaj imam občutek, da si me tako peljal čez ono obdobje randevuja, tako na hitro, kakor da si me hotel odpeljati? Ne. Zakaj pa? Ne vem, tako se mi zdi, a veš, ne vem, mogoče sem jaz malo to diete tega obdobja. Sploh ne. A veš, tako se mi zdi, kako se ti tega časa spomniš tukaj? To je bil čas, ki je prelomnica mojega lifea v bistvu, kjer si šel iz biti neznan v postati public figure, ke te vsak. To pa čutiš takrat? Ne, prej ne, prej si bil band, ki je delal v tistem trenutku se pa vse obrlo. Jaz sem prišel recimo domov v Zasavje, v Hrastnik primer, po tistem. Na glas ti je ostal. Malo mi je še To ostalo. par besed, tako lepo rečeš, da slišim. Ja. No, ko sem prišel domov takrat po nekem času, po tistem uspehu z one Šerine, sem kar naenkrat dobil enih 30 do 50 ljudi, ki so mi bili v žlaht. Prej sploh nisem vedel, da so mi bili, a veš, in enostavno so se identificirali pol na nek način z mano. Ampak to je sploh težko je eno besedo reči, kak občutek je, ko greš na cesto, pa te vsak pozna, pa v tistem času so me imeli zelo radi vsi. Ne, in dejansko je življenje, ki je neopisljivo, sploh težko ga je na papir dati. Ne, ni preprek, vsa vrata odprta, vsi se te želijo videti. Kdo je takrat še, koga se ti spomniš, kdo je na sceni takrat v tistem času? Kdo je na sceni še bil v tem trenutku? Ja, Miro je s Hazardi glih nehal, ne, po je nas naredil, ne, potem, kdo so pa bili, mislim, zraven so bili normalno Pesner, ki je skozi funkcioniral, pa ti stari pevci, razno razni, ne. Od bendov so pa pol kasneje, je bil Gugu, to je bilo nekaj časa kasneje, par let, 2 leti mogoče, ali pa mogoče v istem obdobju, saj ne vem. Ampak tudi ta pojavno, ne, prej si omenil ta uhan, že kot otrok, pa to. Ampak tudi način frizure, oblečeni, kako ste bili, se mi zdi, da je to bilo vse next level, a veš. Ja, Miro je imel to totalno dodelan. On je zelo dober menedžer bil, v bistvu band menedžer, ne. Tazga si sam želiš lahko, ne. Ker je vedel, čutil je, kak imič rabimo, vedel je, kako muziko rabimo, ker on je tak človek, ki čuti muziko, on točno ve, kaj bo, kaj pa ne bo, ne. Ti bo takoj povedal že naprej, ne. In je,
In je tudi to dokazal z vsem, kar je počel, ne, v lifeu. Kje pa Goran pol pride v tvoj life? Gorana sem jaz pripeljal. Ne, Goran je mene obiskoval, ko sem jaz špilal. Ko sem bil star 14 let, sem šel špilat profesionalno. Pol sem se vrnil, ker veter je nehal, enih malo manj kot let kasneje. So se vrnili in sem jaz pa se vpisal v Trbovlje v tehnično šolo, kjer sem pol še bil 1 let pa pol, pa sem imel pa dosti vsega, pa sem šel v Ljubljano. In sem en dan spakiral vse skupaj in sem na železniški postaji spal 2 meseca, nisem nobenega poznal in sem iskal job, iskal sem špil. Job je iskal, slišite, kako dobro reči. Ja, Pero Grinc, ta bobnar, ki igra z Juvanom Miranom, midva smo pol band naredila kasneje, ampak on je igral z enim Sašatom Aleksandrom, ki je bil prijatelj od, če se spomniš pri Hazardu, klaviaturista Dančeva, Agančeva. No, oba dva sta bila pa vojna lica, in to je bila ena ful huda stvar, ker smo mi igrali, ker so mene pol vzeli v ta band, sem jaz igral v levu in takrat je Goran mene prihajal gledat, Goran je bil s takolo črno brado, izgledal je kot četnik, veš, ki je prišel, on je tak prijeten fant. In meni je bil fajn, No, in mi smo se pol premaknili v Alp hotel na Bovec takrat in smo igrali dol v klubu. In en dan igramo ful, 350 ljudi, pleše, žurira, ker naenkrat prileti naša udba noter, mojega basista, tega Bulgara, primejo, uklenejo, pa ga odvlečejo ven. In to smo samo gledali, mi smo samo na srečo špila. Mi smo samo gledali, kaj pa je zdaj, No, v glavnem, pa smo pa zvedeli, da so ga imeli kao za špijuna, in tudi ta Gančeva, isto so jih izgnali iz države Jugoslavije, takrat še, No, tako smo doživljali ta čas s Petrom, ta splendid smo naredili, Ja, tako je bilo to, A se takrat spomniš teh deklic, ki so kričale pod odrom? A je to bilo samo ta zunanji občutek ali tudi vi, a veš, ne vem? Jaz mislim, da se je takrat začel kričanje pri nas, Do takrat še tega ni bilo. Ja, no, to je. Pri nas se je to začelo in jaz sem bil totalno, nor. Mislim, meni se je zrolalo, ker to je bilo neki top. In tudi takrat smo vsi prepotentni ratali, vsi smo bili veš tisto, karakter se ti spremeni malo, ker misliš, da si zdaj ja, in smo se pač tudi začeli tako obnašati in jaz sem tudi dobil en naziv, da sem zelo prepotenten, so mi govorili ljudje, ker tako sem deloval, kaj jaz vem. Ampak jaz... Sebe nisi videl tako? Ne, nikoli. Jaz sem zelo odprt. A ta Hrastnik, fant gre iz Hrastnika, Hrastnik pa not ostane, a to drži ali ne? Ne, jaz sem zelo spremenil te stvari. Ne, jaz se ne vidim prepotentnega, sem pa zbirčen. Ne bom vsakmu dal dostop, In to je mogoče bilo za nekatere ljudi to, da sem bil močken zvišen kao, ampak jaz enostavno se nisem hotel z njimi ukvarjati, A misliš, že Mojzes tudi takrat počutil, da si hotel biti prepotenten? Ne, ti celo zgodbo povem, on me čakal pred radijem, iz notam, prav, Wolf, prid sem, jaz sem pa glih s kasetne šel in letim tja čez cesto, mi smo bila full fine, friendly pa to, do takrat, Pa prav ti stari, jaz sem ti en komad napisal, pa ga jaz tako gledam, že tako mi je bilo to malo, jaz sem že imel celo plato v glav, pa že vse, se koliko je, da vidim, pa preberem note, pojem melodijo, sem ko si, melodija pa ni tako slaba, sem mu rekel, Velika Vrh naj bi napisal tekst, sem rekel, Adin, to je bil problem, ni bilo, ne vem, če bilo 15 minut, so me vrgli z radij, vseh radij ven. Potem. Zato vem, da je to bilo tako. Ne moš verjeti. 15 minut. In pa sem se boril do 87. leta ful, da sem prišel s koliko se nazaj, takrat, pa
ke sva z Avorjem to uštimala, pol je bila pa Angel varuh, ne. To je bilo pa, ke da si spet nov planet Ne, odprl. to je bilo pa, najprej so me po cajtengih raztrgali, ne, da je to religiozen Bogoklet. komad in v komunistični državi to ne bojo špilali. To imam vse cajtenge spravljene, to je bilo hudo, ona borba, ne. So pa naredili na Radio Ljubljana, ne, ne vem, če ni bilo 202, so naredili Powerplay, kjer so prodajali glasbenikom, da si lahko kupiš, se spomniš to? Ja, No, si lahko kupiš predvajanje, kakor imaš denarja, ne, pa ti bomo vrteli komad 3-krat na dan, ne. In jaz grem, dobim sponzorja, za cerkev. in mi da 10.000 mark in sem mu rekel, stari, boš mogel ti iti, pa ne povedati, kdo bo na tem, ne. Aha. Tako sem jaz not prišel v radio spet, ne, s tem komadom, ne. In si kupil spot, In brez da bi on je vedel. šel tja z odvetnikom svojim, kupil za 10.000 mark spotov, ne, to je bilo skoraj 3 mesece, 3-krat na dan. Fak. In oni pravijo, kdo pa je, prav, jutri boš dobil tep, saj nima, ne pitaj, ne. Smo pa tako tempirali, da je bil vikend, da ni noben na šiht bil, ne. Jaz sem vedel, da je Angel varuh hit, ne, to smo tempirali tako, stari so ga vrteli cel vikend, pol se pa zbudijo oni glavni not, ne, in ga vržejo dol, jaz sem imel pa že odvetnika pripravljenega pa njega, ne. In ona dva vkorakata not v radio, sama, brez mene, kaj zdaj vi počnete, ne? Ja, ne, tole je pogodba, in sem pol imel 6 mesecev airplaya zato je pa Angel varuh tak hit. 6 mesecev so mi mogli dati, Sam tudi tle bi te lahko ugasnili, no. Tle bi lahko bi me ugasnili, ampak bi Brez- plačali. Ja. Ne plačali. Ne, pa bi- ja, ampak tako hočem reči, kot karierno, ne. Ja, Če bi me ne bi lahko. tega puša imel, a veš, takrat ni bilo toliko lokalcev. Lej, veš, kaj sem jaz zmagal? Jaz sem imel srečo, da sem imel hite, ne, za tiste cajte. Koliko sos je še zdaj Hit. Iberhit. Koliko se je takrat Veš, kako smo prodajalo? to naredili z Avorjem, ti povem, mislim, No, daj. to je prav za film posnet, Ja. ne. Srečam jaz Avorja v njegovem klubu v Mariboru, Mhm. ki ga je imel, ne, dol eno noč, jaz sem nek nastopil, jaz pridem z 2 bebam noter, veš, tist, on je bil takrat sam še pa to, veš, tist, pa je bil ves tak v drami neki svoji noter. Sem rekel, kaj pa je, prav, pizda stari, ne dajo mi, skenslali so mi na RTV oddajo novoletno, ne. Je pa jaz nobena zvezda ne upa priti, ker so jim rekli, če bojo prišli k meni, jih ne bojo tam vrteli, ne. Mhm. Joka, sem rekel, stari pizda, jaz pa nimam kje biti, ne. In pol midva to spacava skup, ne, plan je bil tako, da ko grejo vsi na smučarijo, vedeli pa smo, da vsi grejo na smučarijo v RTV Ljubljana takrat, glavni, ne, mi tempiramo vse, grem k mojim vsem frendom, ki so bili v lokalnih radiih, ne, sem rekel, lej, klele je komad, ampak se ne vrti, ne. Ne vrti se do po polnoči, ko ga zavrtijo v polnoči za Silvestrovo, vsi začnete vrteti, ne, veš tisto. In so me vsi poslušali, nobeden ni izigral to in midva posnamemo oddajo, že ko smo jo snemali, je folk totalno znoro, ne, tisti, ki so bili not. In pol oddaja laufa, oni vsi smučajo, koliko so udaril polnoč not, stari, vsi radiji rolajo celo noč. Veš, da so vsi poslušali takrat radije lokalne. V ponedeljek, ko je bilo par dni kasneje, ko so oni to vse ugotovili, ne, da se to vse rola, totalno, ampak pol so začeli ustavljati, pol sem jim pa sam jaz rekel, fantje, dragi, too late, komad je hit, nimate Powerja več, folk ga hoče, zdaj, ali ga vrtite, vi zgubljate, če ne boste vrteli, drugi ga pa bojo, ne. In so ga pol vrteli, ne. Veš, tako sem kariero nazaj si pridobil. Ja, to ti si na nov izumil, v bistvu, na nov zaštartil. Jaz sem, Točke nič, ali pa iz minusa, ne? Mislim, čisto iz minusa, čisto iz minusa. Ampak daj mi tako za občutek, koliko se je takrat prodajalo. Takrat, veš, zdaj vemo te pretočne vsebine, ampak koliko so se plošče delale? Ko je že Rendezvous smo prodali 110.000,
takrat. Moje sem prodajal pa jaz zlato pa srebrno naklado. Angel je bil zlat, Koliko so vsi bil tudi zlat. To je bilo takrat 25.000, se mi zdi, kaset. Prodanih, ja. Ja. V redu, ampak to ni bil gnar, veš. Mi smo dobili špili so delali nič gnarja s tistega, mislim, to je tako, ne. Pa še, to so igrice, to se lahko, nočem niti uhajati v to, zato ker bom dvignil prah takšen, da je kar hudo, ne. Kako so se te številke vodile, pa kje so se splačevale. Ja, pa kdo je printal. Ker to je še zdaj tako, ne. Ja. To se ni spremenilo. A misliš, da ta, s to, kako se reče temi pretočnimi kanali, a je to, misliš, da je bolj res, kar vidimo, ali je tudi to fake? Kaj misliš s Mislim, pretočnimi kanali? a veš, A to misliš, ko imajo 2 milijona ogledov? ja, je pa to, ali pa prenosov. Se ti da zdrava pamet vedi, da to nemogoče. Ja, jaz imam slovenske izvajalce, ki imajo v enem popoldnevu po 6 milijonov. Se jih lahko tudi jaz imam, če jih kupam. Dobro, ampak tam, ki pa moramo plačati, ne vem, kako se reče, ki moram jaz plačati, da poslušam komade, tisti pa real, to so pa real podatki, a veš. Te so real, ja. Tisti, kako si pa jaz na YouTubeu povečujem, ne, to je pa... Te YouTube enotedenski milijoni so mačken, a veš, ja, kakih 200 jurjev recimo za Slovenijo, pa to še ameriški izvajalci nimajo v enem tednu. Ja. Pa je Amerika, mislim. Zdrava pamet in računice nikle, ne. Pa ne smo zelo visok standard. Mi moramo biti po 7 milijonih, ne. Ampak, jaz se spomnim takrat video seksa, kako so oni harali v bistvu slovenskimi komadi. Ja, oni so bili tam, ja, takrat. Pa je bil Balkan, a me razumeš, ne? Zdaj gledam Joker Oute, ko so tudi slovenskimi teksti šli ven daleč na sever gor, ne, in tako naprej. Kako je to bilo možno, da je Balkan kupil, da so takrat te televizijske postaje in to, ne vem, delali Randevu ali pa tebe pol samega? Ja, mislim, veš kaj, Juga je bila po našem nastopu takrat, mislim, jaz še zdaj pridem, še lani, ker sem bil v Skopju, poznajo vsi komad, še zmer. Jaz ga zapojem na gitaro, vsi pojejo, vsi ga znajo. To je en komad, ki ne bo šel nikoli, ne. V genskem zapisu. Ja, je nekje, govorim starejši ljudje, ne, te tam mladi, normalno, ne vem. No, mi tam mladi, ne, ga imamo, ja. Ampak še zmer, ta raja še zmer pozna, in jaz sem ogromno v Srbiji bil, v tistih časih, zdaj ne bi šel več, ne, ker zdaj mafija tako to štela, da... Pa se spet tukaj ne da. Lej, ti imaš ceno že 110.000 evrov, če češ sploh vstopiti, ti naredijo 10 komadov, kaj bo pa pol, je pa vprašanje, ne. Ali pa kaj se bo zgodilo? Nič se ne more skoraj zgoditi, ne. Recimo, ta Senida, ne, ona ima lažjo pot, ker ima tudi govorno je dobra, nima dikcije, punca je, pa tako naprej, ne. Pa dela tisti tip muzike, ki je zdajle zelo kul, ne. In je tudi dobro dela, ne, saj nimaš kaj. In to gre, ne, in ima ta menedžment, ki jo dela, služi tono denarja z njo, ona pa tudi, ne. Tako da redki tisti so, ki jim bi ratali, ne, tudi Ines Erbus so fehtali, pa je odbila, ne. Ona je recimo pa odbila, ne. Ta isti menedžment, ki bi jo dali po celi Evropi, pa vse posod, ne. Zakaj pa rečeš pol ne? Zato, ker pol si sužen. Aha, okej. A si sebe kdaj dojemal kot sužnja? Ne, takrat to ni bilo tako, ne. Veš, to so bile drugačne zgodbe, zdaj pa to jugo muziko vodijo res neki modeli, ki imajo kontrolo ful nad tem, kar se dogaja, recimo na Hrvaškem so trije modeli, ki pelejo vse, če mimo njih ne moreš, v Srbiji mimo mafije ne moreš. Kaj pa pri nas, a ne? Mi smo imeli letos tudi malo sceno, ko se je zdelo, da obstoja malo, ko se reče elitizma, oziroma pač če podpišeš z mano, potem boš delal tako, kot ti jaz rečem, oziroma Volk. Ja. Wolf pa Volk, vidiš, kako dober. Lej, on ima način svoj, jaz sicer nisem toliko spoznan, kakor govorice slišim, tako kot vsi mi, ne. Pač jaz mu dam prav, da zaračuna, kar se tiče dela in promocije, ki jo naredi za osebo, ne dam mu
prav na drugih nivojih, če je to res, ne, pač, da on ime drži, ne, se pravi, da če ti nočeš z njim delati, tudi imena ne moreš uporabljati, ne, te bo ugasnil, recimo to mi glih ni prav, ne, ampak dobro. Nimaš pa občutka, da je pusta zdaj gozdne živali, ampak nimaš pa občutka, da je to neki elitizem oziroma neka zaprta zgodba, kjer nekdo, ki ima sam dober vokal ali pa dobro pesem ali pa dobro stvar, je lost case, ne more nič narediti. Ja, se dogaja ful. Se ni to edina firma tule v Sloveniji, ki to dela. A veš. No, ampak a je par vrtičkov takih? Ja, Je, ne? seveda. Izven teh vrtičkov se pa daš kaj narediti. Da se narediti, ampak ne veliko. Če ne delaš z njimi, si proti njim, ne, to je po domač povedano, ne, a veš. Pač to so trendi, ki so v Sloveniji, Hrvaški, prav na Balkanu so izrazito močni, te trendi, in isto, tako kot sem rekel, za Hrvate imajo 3 like, ki to počnejo, mi jih imamo tudi 3, ne, tule, ki to počnejo. Na isti način. Vse sva povedala. Glej, če hočeš ta biznis delati, jaz nisem prišel več biznis delati. Če bi zdaj hotel peti, jaz, ki imam tak naraven talent za to. Glej, svet je zdaj mehen, ne, jaz tako gledam, če bi jaz 20 let star, bi se zdaj boril, ne, za svoj plec. Jaz sem star 64 let, jaz pojem za dušo, grem malo, pa da me ena stara mamica malo posluša, pa da se imamo fajn. To je vse, kar jaz hočem. Ne mora biti stara mamica. To je še vse, kar mene od kariere zanima, kak komad naredim, imam sicer ogromno muzike, če bi jo hotel delati, ampak če pa ti resno si vzel za eno pot, da boš delal, pa se pa nauči biznisa, a veš, preštudiri, kako record labeli funkcionirajo, preštudiri vse te stvari, da ti ujasni, da ne boš podpisal en garbage, ne, a veš. Samo takrat, ko si jaz tako zelo želim, podpišem shit, ne. Saj to je to, ampak tudi ni treba. Lej, Ines Erbus nad menem ni podpisala, ona je zbirala ljudi. Ona je lepo delala, zbirala ljudi, delala dobro muziko in ima followinga 130 jurjev ljudi. Ona ne rabi nobenega labela. Štekaš. In če si en mulc, ki so skozi na telefonih, je isto deli. Ampak to so redki ljudje, ki lahko, ne. Ti imaš ljudi, ki so, kako bi rekel, muskonterji, imaš pa tiste, ki imajo pa malo biznisa vse, no tisti bojo uspešni, ne. Ne moreš sam z muziko nisi dosti močen, ne moreš še kaj zraven početi, ne. Jaz sem malčken delal na tem, ampak mene tudi, recimo, mene to ne zanima, internet, jaz se objavljam vsake toliko cajt, kako sliko, ki mi rata. Kje pa vidiš sebe v času, ko prihaja? Lej, jaz sem se glih poročil, v tretje grado in sem zaljubljen. Tretje pa res more zagrabati, ne. Sem zaljubljen, se imam fajn, ja, moj life je. Nekje sem prebral, da je bila tvoja huda fenica. Tudi. Da je tvoja žena bila huda fenica. Ja. A misliš, da to pomaga? Mislim, ne vem, ni razlog to, da je z mano, je bila zaljubljena huda fenica, ja, tako bi rekel, no. Ja, ker na srečo sva se začutila, ne, saj to je zelo taka, bi rekel, slučajna situacija bila, ker sem nastopil na njenem rojstnem dnevu, so me kupili in sva se tam najdla, ne. In jaz sem bil pa glih v teh situacij, ker sem iskal v bistvu eno vezo, eno resno vezo, ne kar neki, a veš. Čak, pa to so zdaj res zgodbi, se zdaj z velikimi zgodbami si zraven. Severino so plačali, pa je prišla, pa se je oženila. Ja, lej. Pa Helenca se je oženila, ki je prišla. No, vidiš. Veš, ti pa tudi, no, vidiš. A se ti zdi, da je drugačna ta ljubezen zdaj? Da drugač dojemaš? A veš, kako vstopati v dvojino z nekom, ki je že imel toliko življenjskih? Jaz grem v ljubezen čist 100% not, ker jaz mislim, da ljubezen ne moreš izrabiti, ne. Odvisno zdaj, s kom si. In ona mi jo je spet spodbudila in je spet jo bilo na tone, ne. Kar je pa razlika, je pa, da imaš izkušnje preteklega življenja, ne, ki jih pač imaš triggerje, ki jih nočeš imeti v lifeu, ne. Meni se je to zgodilo, ker sem imel v prejšnjem odnosu, sem imel en majčkeno bolj revolucionaren odnos, ki ni šlo čisto po maslu, in sem obdržal nekaj triggerjev, ki je v bistvu tudi najin odnos malo zmotil,
za nekaj časa, Aha, ker na nekaj skočiš. ker na nekaj skočiš, ker misliš, da bo isto, kot je bilo, pa dejansko ni bilo mišljeno enako in ni bilo isto, ampak preden sem jaz to dojel, ne, in sem se v nekih trenutkih tudi ulovil kot en mulc, da reagiram en kreten na nekaj, ne. A je možen, da se tudi zdaj počuti, si se počutil kdaj, da si 16? Jaz se skozi počutim, ker A sem 16. A veš, a je to možno, ne, da pač, ne vem, ti si rekel, da sploh nisi vedel, da so še poročil, ne? Že Ne. takrat, ko si šel v Ameriko, pa zdajle Ja. govoriva zdaj o novi zgodbi, a ne. A je možno, da pač na nov tudi samega sebe skozi to dojemaš drugače? Saj tako sem prišel nazaj. Jaz, ko sem prišel nazaj, sem moji bivši rekel, sem rekel, komaj čakam, da grem, sem mas dojel. Ne, prav tako, prav to sem si rekel, ne. Dosti imam, 30 let sem bil zvest, a veš tisto. Pa bom, ne, stari, Takoj spet v zvestobo. ni šans, ni mi več do tega, to je živeti, veš, jaz sem to že počel, sploh mi ni, da bi za katero punco lavfal oziroma da bi se na tak način šel. In sem komaj čakal, res sem si želel najti neko osebo, ki mi bo toliko blizu, da bi lahko bil sposoben še toliko se spremeniti zopet, še enkrat, ker v bistvu vsak odnos je sprememba ful človeka, ne. Spremeniš svoj DNK ful napram temu, da se to zgodi, pa da je dobro, pa da je lepo, ne. In pa še zmeraj se zgodijo napake, pa še zmeraj se učiš, pa še zmeraj je vse to. Ljubezen sama je super, ampak življenje je pa nekaj drugega, ne. Pa dejansko stanje. Pa otroka sem prevzel, pa psa sem prevzel, pa spet sem šel v hišo, ko sem rekel, da nikoli več nočem imeti. Spet popravljam streho. Ja, veš, da sem mogoče malo iz te mojega romantičnega spomina na te kasete v avtu. Pa moram ti reči, no, pa se ful sem ti hvaležen za ta pogovor, zato ker sem imel občutek, da sem malo nadrkan, da si malo tako, da si malo v tej poziciji, ne, nekega mačomena, ke je v resnici z attitudom, ne, ampak sem tako navdušen, ker se mi zdi, da si mi zdaj še bolj simpatičen kot prej. Niti malo nisem mačomen. Hvaležen za Jaz to še uro. 10 kil ne morem dvigniti, a veš. Tako se mi je zdelo, da mi je fajn, da sva imela to uro, da sem jaz in tudi verjetno kdo na drugi strani Wolfa videl malo drugače. Ja, tudi glasbo recimo, ke delam, ne, bom samo še to omenil, jaz ne delam več glasbo zato, da bom hit napisal. Če se zdaj moje komade, zdaj zadnjih par posluša, mogoče imajo neko vižo hitovsko ali pa kaj jaz vem, imajo neke prijeme te, ampak tekstovno pa pač opisujem svoje notranje občutke in to mi je najbolj važno. In to, če kdo vzame, ne vzame, če ne vzame. Če pa ne zna tega tako razumeti, pa tudi njegov problem. Ja, glej, kaj češ. Moji prijatelji iz Avimeda, veš, kaj sem ti dal, zdajle, ko prihaja ta cajt, so ti dali B-vitamin, ne, B-kompleks, pardon. Top, B-kompleks, pa še eno kremca. glih rabim. No, vidiš, on tudi razume, da B-kompleks je osnova. Ja, Ne, pa naših gremo letnikov. Ja, naših letnikov, dobro. Še enkrat ful hvala in vse dobro in veliko ljubezni, čeprav sem razumel stavek, ljubezen se zgodi, vejca, ampak življenje. Mislim, ne, mogoče nisem prav zastopil, ne. Ljubezen je definitivno vodilo življenja, ne. Okej, Ampak ker se življenje dogaja, Ja. Mislim, ljubezen enaka ostane. Zaradi nekih stvari, ki se zgodijo, se ljubezen nič ne spreminja, ne. Je še zmeraj enaka, ampak na žalost pa moraš delati s stvarmi v življenju, nekaterimi, ki jih pa nočeš, ne. Jaz recimo, glavna stvar je, da se zjutraj zbudim, pa da rečem, nočem nobenega šita danes, a veš tisto. Pa ni, ne rata, zmeraj kaj. Ne rata vedno, ali? Hvala ti, srečno, vse dobro. Ajde. Vam pa lep pozdrav.